Živijo, tukaj, gledajte, Matanis, jaz tukaj sem mato na najbolj easy način. Danes bomo šli skozi enega od najosnovnejših likov, ki obstajajo, in to je kvadrat. Danes smo imeli krog, danes pa pač kvadrat, ne. Je v bistvu, z njim smo že od otroštva, naprimer, ko smo se igrali, ne vem, s kockami, kakšnimi unimi, ko smo pač te lesene kockice, ki so bile včasih, ne, pač, ko smo bili majhni, smo imeli, pač so bile iz kvadratov, ne, tisto je kvadrat, ali pa ne lahko smo imeli tudi kvadratne liste, pa tako naprej, pač kvadrat je najbolj osnovni lik, ki poznamo, ne. In tukaj v bistvu značilnosti od kvadrata so, da so pač vse 4 stranice, ne, ki so tukaj pač z A označene, vse te 4 stranice so enako dolge. In še ena značilnost je, da vsi pač te koti v notranjosti kvadrata so vsi enaki, 90 stopinj oziroma vsi te koti so pravokotni, a ne? In potem še ena značilnost je pač, če bi takole vzeli kredo, pa da bi to takole šli narediti črto semle in semle, a ne, pač da bi dali črto skozi polovico teh 2 stranic in skozi polovico teh 2 stranic, oziroma skozi sredino teh stranic, bi potem dobili 4 enake kvadrate, a ne. Tole tukaj so 4 kvadrati, oziroma bi ta velik kvadrat razdelili na 4 enake kvadrate, manjše, ne, oziroma na 4 četrtine bi ga razdelili. Če bi pa šli takole narediti diagonale, a ne, in bi potem tukaj iz središča vzeli šestino in bi šli pač krog risati okoli, pa da bi pač začeli tukaj, bi se potem krog dotikal vseh 4 teh oglišč, zunaj rečemo, ne, vseh teh 4 oglišč. Bi se takole vseh dotikal, če bi pa noter šli risati, bi se pa krog dotikal vseh teh stranic, bi takole bil približen, ne. In še 2 stvari, ki nas pri kvadratu v bistvu največkrat zanimata, sta pa obseg in ploščina. Torej, obseg kvadrata, pač obseg v bistvu kateregakoli lika je vse te zunanje pač stranice, ki so, ne, nas zanima, koliko bi bile dolge, če bi dali v eno dolgo črto, koliko bi bila ta črta dolga. In pač obseg kvadrata izračunamo čisto logično in izračunamo ga a plus a plus a plus a, oziroma to je 4 krat a, a ne? A plus a plus a plus a, oziroma 4 krat a, in dobimo pač dolžino vseh teh 4 stranic zunaj, ne, in to je naš obseg. Pač obseg je to takole od zunaj, ne. Potem nas pa pri kvadratu običajno še zanima ploščina. In ploščina je pa v bistvu to tukaj noter, nam pove pač kakšno površino zavzame kvadrat. In ploščino pa izračunamo a krat a, a ne? A krat a, oziroma to je tudi lahko a na kvadrat. In ploščina kvadrata je pač a na kvadrat, a ne? To krat to, enako ta pač celotna notranjost, nam v bistvu pove, koliko površine zavzame. In rečemo tukaj zdaj za ta kvadrat, da bi vedeli, da je a enako, rečemo 2 cm. Potem bi nas pa zanimal obseg, ki ga napišemo takole, in ploščina, ki pa napišemo takole. A ne? In pojdimo zdaj to v bistvu izračunati. Torej, obseg vemo, da izračunamo a plus a plus a plus a, oziroma oziroma 4 krat a, ne? Torej, napišemo. O je enako 4 krat a, o je enako 4 krat 2 in 4 krat 2 je pa 8 cm. Torej, obseg je 8 cm. Zdaj pa nas zanima še ploščina. Ploščino pa pač izračunamo a na kvadrat. Torej, ploščina je enako a na kvadrat, oziroma pač to je a krat a. Torej, p enako 2 krat 2. In potem p je enako 4 cm 2. Vse pač centimeter na kvadrat, a ne? Zato, ker vse ploščine, ki so, jih zapišemo kot centimeter na kvadrat, a ne? Kvadratni centimeter. Torej, obseg tega kvadrata tukaj, če bi bil a dolg 2 cm, torej tole, če bi bilo 2 cm dolgo, bi potem obseg vseh teh 4 stranic bil dolg 8 cm. In ploščina tega kvadrata, oziroma pač kakšno površino zavzema, bi bila pa 4 kvadratne centimetre. In to je to za ta filmček. Upam, da vam je bil všeč, in če bi mi ful pomenil, če bi ga všečkali, ali pa če bi se naročili na kanal Matanis. Čisto brezplačno in ful mi pomaga. Upam, da se vidimo v kakšnem drugem filmčku, lepo se imejte in čau!